Najprej bi eno misel povedal. Modri človek je nekoč dejal: pazi, koga spustiš na svojo ladjo, ker bodo nekateri ljudje potopili celotno ladjo samo zato, ker ne morejo biti kapitan. Tako da malo pazite, koga spuščate na svojo ladjo, stvari v svojo bližino. Pa začnimo. Če bi bila praksa medicine v zahodnem svetu pravilno zasnovana, vse samo v korist pacienta, bi zdravniki ugotavljali samo te 4 osnovne dejavnike. Kakovost vode, ki jo pijejo njihovi pacienti, kakovost hrane, ki jo jedo, raven in vrsto toksinov, vključno z duševnimi in čustvenimi toksini, ki so jim izpostavljeni, in nazadnje raven in vrsto elektromagnetnih polj, katerim so podvrženi. Veliko večino zdravstvenih težav je mogoče razumeti z zbiranjem informacij o pacientih na teh 4 področjih. In veliko večino zdravstvenih težav je mogoče rešiti z popravilom teh 4 ključnih vprašanj. Voda, zlasti voda, ki podpira življenje v naših celicah in tkivih, ima neverjetne lastnosti. Navajeni smo misliti, da voda obstaja samo v 3 stanjih: trdo, tekoče ali plinasto. Vendar ima voda, in samo voda, tudi 4. stanje, včasih imenovano koherentna voda, strukturirana voda ali preprosto faza gela. Vsaka faza vode ima edinstvene lastnosti, izraze veznih kotov med molekulama vodika in kisika, naboja, značilnosti gibanja in mnogih drugih fizičnih lastnosti. Masato Emoto nam je že pred leti pokazal, kako je voda čudežna in kako se spreminjajo kristali vode zgolj ob spremembi čustvenega stanja človeka. Dr. Gerald Pollack, avtor revolucionarne knjige Celice, geli in motorji življenja, skupaj z biologom dr. Gilbert Lingom, sta bila prva, ki sta opisala 4. stopnjo vode in njene lastnosti. Pollack je skoval izraz EZ vode. Voda 4. faze se ne bo strukturirala proti hidrofilni površini. Namesto naključnega gibanja se molekule vode poravnajo in tvorijo kristalno strukturo, ki je lahko milijone globokih molekul. Ta struktura izključuje vsak mineral in vsako drugo vrsto molekule ali kemikalije iz njene sredine. Voda izven ES je voda v razsutem stanju, ki vsebuje minerale in raztopljene spojine. V bistvu je neurejena, medtem ko je voda EZ urejena. Voda se imenuje univerzalno topilo, ker se v njej raztopi vsaka hidrofilna snov. EZ voda je čista kristalna struktura, sestavljen samo iz vodika in kisika. EZ voda ni niti tekoča niti trdna, ampak je podobna gelu. Če si želite predstavljati to 4. fazo vode, si predstavljajte netrdno, netekočo, neplinasto mešanico razpletenih beljakovin in vode. Delana voda je razporejena v skupine molekul, ki se organizirajo v pravilno, koherentno strukturo
ki jo vidimo kot gel. Naša telesa so 45 do 75% iz vode, vendar ko se urežemo, voda ne izteka, ker je voda v naših telesih strukturirana proti različnim hidrofilnim površinam v naših tkivih. voda ima negativen naboj, nasprotno pa ima voda v razsutem stanju pozitiven naboj, zaradi česar je voda v naših celicah nekakšna baterija. Energija, ki polni baterijo, je toplotna in svetlobna energija, ki sega od infrardeče preko vidne svetlobe do UV žarkov. Zato se počutimo bolje, ko smo na sončni svetlobi, zlasti zgodaj zjutraj ali zvečer, ko vsebuje veliko infrardeče svetlobe. Zato nam savne in toplota nasploh dajejo dobro počutje. Toplota in svetloba pomagata pri tvorbi medcelične in zunajcelične vode, večji EZ. Podobno deluje vročina, zato jo ne smemo potlačiti. Voda iz talečih se ledenikov ter iz globokih vodnjakov in izvirov je vir strukturirane vode, ker je EZ voda nastaja pod pritiskom. Svete vode iz reke Ganges in iz Lurda z znanimi zdravilnimi lastnostmi vsebujejo velike količine strukturirane vode EZ. Nedavne študije so pokazale, da sproščene mišice vsebujejo večinoma EZ vodo, medtem ko skrčene mišice prehajajo večinoma v vodo v razsutem stanju. Anestetiki in zdravila, ki zmanjšujejo bolečino, zmanjšajo velikost EZ cone naše celice. EZ voda je popolna struktura za življenjske procese, ker ta četrti fazni vodni gel lahko oblikuje beljakovine, minerale, nukleinske kisline, lipide in druge snovi v našem telesu, da tvorijo kakršnokoli obliko ali konfiguracijo gela. Ta gel ima neskončno število veznih mest, ki mu omogočajo, da se spremeni kot odgovor na nov dražljaj. Ta spodbuda je lahko v obliki kemikalije, kot so hormoni, energije, kot so misli in občutki, ali celo resonančne energije Zemlje, Sonca in zvezd. Oblika tega gela razgrne nukleinske kisline, ki so vgrajene v njem, in s tem nadzoruje izražanje genetskega materiala. Strukturirana EZ voda v naših celicah, včasih le nekaj molekul globoko, je kot fina mreža žic, ki nosi energijo in informacije. Toksini poškodujejo gel v naših celicah in vplivajo na tako rekoč vsak fiziološki proces. Ta poškodba gelov je velik dejavnik bolezni. V bistvu gre za enotno načelo, ki stoji za zdravjem in boleznijo. Razmislite o očesni leči, enem najčistejših primerov strukturiranega vodnega gela v telesu. Očesna leča je kristalna vodna struktura, organizirana tako kot vsa tkiva, z edinstveno sestavo beljakovin, lipidov, mineralov, nukleinske kisline in drugih sestavin. Te komponente tvorijo ohišje ali ohišje za kristalno vodo, ki tvori večino leče. Leča mora biti prozorna za svetlobo in ta zahteva določa, kako je voda urejena.
Ko je vse v redu, je leča mehak, prožen, prozoren gel. Če zmotimo kristalno naravo gela, kot so izpostavljenost toksinom ali elektromagnetnemu polju, se gel popači in ne more ohraniti svoje značilne preglednosti. Če smo sposobni raztropiti gel, se leča lahko zaceli. Na žalost, očesni zdravniki o tej dinamiki ne vedo ničesar. Zato se zatekajo k nekakšnemu kirurškemu posegu za zamenjavo obolele leče. To ni zdravilo, je le mehanski poseg, začasna rešitev, ki nikoli ne more rešiti težave ali osnovnega vzroka. Razmislite o značilni bolezni sklepov, imenovani osteoartritis. V zdravem stanju so sklepi obdani z negativno nabitimi geli, imenovanimi bursa. Ti geli ne ščitijo fizično le spodnje kosti, sami gostejši tip gela. A ker so negativno nabiti, ko se dve nasprotujoči si bursi združita, se negativni naboji medsebojno odbijajo in tako zagotavljajo nemoteno gibanje. Ko so geli bolni in če se nepravilno oblikujejo, nimamo zaščite za spodnje kosti. Manjka negativna odbojnost, gibanje pa je boleče. Če se nič ne naredi, kosti začnejo erodirati, druga proti drugi, čemur pravimo osteoartritis. Spet, ker konvencionalna medicina ne ve ničesar o osnovni dinamiki, sta v igri edini zdravila proti bolečinam ali zamenjava sklepov. Oboji imata pogosto velike negativne posledice za bolnika. Zadnji primer vključuje celotno področje vnetja in vročine. Naše celice in tkiva naj bi vsebovali popolne kristale gela. Če se toksin raztopi v gelih, se telo poskuša znebiti tega toksina. Telo to naredi tako, da dvigne temperaturo. Temu pravimo povišana telesna temperatura, ki delno utekočini gele, tako da se toksini lahko izperijo v sluzi, potem pa se počutimo bolje, kar pomeni, da ponovno rekonstruiramo svoje popolne gele. Vročina in vnetje sta preprosto proces razstrupljanja, ne pa bolezen, ki jo je treba zatreti. Vsak majhen delec gela ima enako molekularno obliko kot večji gel. Pregled najmanjših molekularnih enot gela pokaže, da so enake oblike kot makroskopska enota. Ta funkcija omogoča, da informacije prehajajo skozi vse ravni in povezujejo molekularno raven z makroskopsko ravnijo. Tukaj lahko le namigujemo na odločilni pomen koherentne narave vode kot osnove življenja. Preliminarne ugotovitve kažejo, da ko je strukturirana voda izpostavljena signalu Wi-Fi iz bližnjega usmerjevalnika, se velikost EZ zmanjša za približno 15%. Ta ugotovitev ima globoke posledice za interakcijo in strukturo vode v naših celičnih gelih. Če že bližnji Wi-Fi usmerjevalnik povzroči takšno spremembo, si lahko samo predstavljamo, kaj milimetrski valovi 5G naredijo z strukturirano vodo v naših tkivih.
Ker je človek sestavljen iz 70% odstotkov vode in je več kot 99% molekul v človeku molekul vode, moramo biti pozorni na kakovost vode, ki jo pijemo. Glavna skrb strokovnjakov za zdravje bi morala biti vrsta vode in druge tekočine, ki jih uživajo njihovi pacienti. Voda, ki so jo zaužili zdravi, neindustrializirani ljudje, je imela 4 značilnosti. Prvič, voda je bila brez toksinov. To je v popolnem nasprotju s komunalno vodo, ki jo pije večina ljudi. Današnja voda vsebuje klor in kloramin, ki sta strupena za naš mikrobiom, kot tudi za ostalo naše telo. Današnja voda vsebuje fluorid, industrijski odpadek, ki je strupen za encime v naših tkivih. Encimi, ki so potrebni za vsako kemično preobrazbo, ki se zgodi v naših telesih. Voda vsebuje tudi mikroplastiko, ki lahko obloži in zamaši črevesne stene, in aluminij, ki nas predisponira za električno občutljivost in tudi drug seznam bolezni. Komunalna voda vsebuje ostanke številnih farmacevtskih zdravil, vključno s kontracepcijskimi tabletami, statini in antidepresivi. Drugič, tradicionalno zaužita voda je bila bogata z vitalnimi minerali, kot so magnezij, kalcij, cink in jod. Tretjič, vsa tradicionalno porabljena voda je bila vsaj delno strukturirana in organizirana v EZ, ker se v naravi voda giblje v vrtinčastih vzorcih. Vodni mehurčki iz stav v izvirih se vrtinčijo v tolmunih, tečejo čez skale in tvorijo vrtince. Voda, ki teče v vrtinčastih vzorcih, postane bolj koherentna in vse bolj strukturirana. Struktura dejansko vztraja nekaj časa in se ne vrne v nekoherentno vodo v razsutem stanju samo zato, ker preneha teči. Voda, ki teče v vrtincih, tudi pobira kisik iz zraka in postane bolj nasičena s kisikom. Nasprotno pa večina komunalne vode stoji v rezervoarjih in nato teče skozi linearne cevi brez vrtinčastega gibanja. Ta voda je brez strukture in koherentnosti in tudi popolnoma brez kisika. To pomanjkanje kisika ima škodljiv učinek na naš mikrobiom. In četrtič, tradicionalno zaužita voda je bila izpostavljena zvokom in valovnim dolžinam naravnega sveta. Voda, ki teče v gorskih potokih, ni izpostavljena le mineralom, mikrobom in drugim sestavinam gozda, ampak tudi zvokom in energijam življenja v gozdu in celotnega naravnega vesolja, vključno z zvezdami, Soncem in Luno. Trenutno je to edini način, da se voda prečisti do ravni nanodelcev. To je monumentalna naloga, ki pa jo je mogoče izvesti s primerno opremo. Resnično žalostno, celo tragično je, da moramo vodo očistiti in prečistiti, da jo lahko uživamo, a dokler se svet ne prebudi, da je zastrupitev vode popolnoma nesprejemljiva praksa, bomo morali sprejeti
te previdnostne ukrepe. Obstajajo čistilniki vode za celotno hišo, ki lahko filtrirajo vodo in nato dodajajo minerale, medtem ko vodo oksigenirajo in strukturirajo tako, da ji pustijo, da teče v vrtinčastem vzorcu. Obstajajo tudi cenejši načini ustvarjanja čiste, strukturirane in dobro oksigenirane vode. Pomembno je pitje vode, bogate s kisikom. Poleg svoje visoko strukturirane kakovosti sta dve najbolj sveti in zdravilni vodi na svetu. Voda iz jame v Lurdu, iz zelo globokega izvira, in voda v reki Ganges prihaja iz ledenikov v Himalaji. Obe sta verjetno zelo oksigenirani. Visoke ravni kisika pomagajo razložiti, zakaj so vode Lurda in Gangesa povezane z zdravljenjem različnih bolezni. Kisik je bistvenega pomena in temelj za zdravo življenje. Povečanje ravni kisika v naših tkivih izboljša delovanje in zlasti proizvodnjo energije in zmogljivost naših tkiv. Pomanjkanje kisika je bilo široko povezano z razvojem raka zaradi dobro znanega Warburgovega učinka, torej prehod iz aerobnih v anaerobne fermentacijske procese v naših celicah. Hipoksija, stanje nizke ravni kisika v tkivih, je tipični simptom COVID-19. Konvencionalni raziskovalci pogosto trdijo, da lahko kisik vnesemo v svoja telesa samo skozi naša pljuča. Kako torej raven kisika v naši vodi vpliva na naše zdravje? Tako kot mnoge druge resnice v znanosti je tudi ideja, da kisik absorbiramo samo skozi pljuča, napačna. Če nekdo uporablja občutljivo napravo za merjenje kisika, lahko dokaže, da bo namakanje v kadi z zelo oksigenirano vodo in pitje vode z visoko vsebnostjo kisika povzročila, da se raven kisika v krvi dvigne. To dokazuje, da se vsaj nekaj kisika absorbira tako skozi kožo, kot tudi v prebavnem traktu. Voda z visoko vsebnostjo kisika prispeva k našemu zdravju na še en pomemben način. Kot je razvidno iz študije rastlin, raziskave so pokazale, da zalivanje rastline z visoko oksigenirano vodo spodbujajo njihovo rast in izboljšujejo njihovo zdravje in odpornost na bolezni. Za mnoge znanstvenike to ni smiselno, saj nam pravijo, da rastline ne uporabljajo kisika, temveč kisik le izločajo. Kako je mogoče, da izpostavljanje rastlin oksigenirani vodi poveča njihove zdravje in vitalnost? Odgovor je jasen. Kisik ne vpliva neposredno na rastline, ampak kisik uporabljajo mikrobi v tleh. Zalivanje rastlin z oksigenirano vodo spodbuja rast zdravih aerobnih bakterij v prsti. Rastline primarno ne jedo ali absorbirajo hranil iz tal. One raje jedo odpadne produkte bakterij v tleh. Če hranimo mikrobe v tleh z zdravimi hranilnimi snovmi, vključno s kisikom, bodo najbolj zdravi mikrobi cveteli.
Ti dajejo zdrava hranila, ki jih absorbirajo rastline, da ustvarijo zdrave cvetoče rastline. Tako je pri nas. Hranilnih snovi pravzaprav ne absorbiramo neposredno iz hrane, vsaj ne samih. Namesto tega jemo hrano in pijemo vodo, da nahranimo milijarde mikrobov v našem črevesju. Če povečamo količino kisika v vodi, ki jo pijemo, v našem prebavnem traktu gojimo zdrave aerobne bakterije. Ti aerobi uporabljajo vodo in hrano, ki jo zaužijemo, da naredijo najbolj kakovostna hranila, ki jih lahko absorbiramo. In za veliko kisika ti zdravi mikrobi ne bodo prešli na anaerobno presnovo, ki proizvaja toksine. Življenje je kompleksen ples narave, mikrobov in organizmov. Voda, obogatena s kisikom, ustvarja pogoje, v katerih cvetijo najbolj zdravi mikrobi in proizvajajo močne, živahne, na bolezni odporne ljudi. Rastline in živali, mikroorganizmi, ki nimajo dovolj kisika, postanejo anaerobni in proizvajajo toksine, ki povzročajo bolezni, kot so botulizem, tetanus, kolera in tifus. Nedavne raziskave kažejo, da pitje oksigenirane vode izboljša celjenje ran, izboljša očistek mlečne kisline pri športnikih, izboljša imunski status in ščiti pred utrujenostjo mišic. Voda s kisikom je veliko boljša izbira za športnike kot steroidi. Poleg tega pogoji za nizek kisik spodbujajo rast raka. Trenutno večina ljudi živi devitalizirano hrano in vodo, ki močno primanjkuje kisika. Uporaba antibiotikov je zelo razširjena in večina ljudi ima zato v prebavilih prevladujoče toksične bolezni, ki povzročajo anaerobne bakterije. In po vsem tem za svoje bolezni krivimo virus, ki ga niti ne znamo najti. Torej še enkrat, je več kot očitno, virus sploh ne obstaja. Lahko pa točno vemo, kako do bolezni pride, pri tem pa nam naše neznanje in globalistični manijaki močno pomagajo. Zadnji korak v proizvodnji zdrave vode je izpostavljenost, tako kot v naravi, vode zvokom in energijam narave. To lahko dosežemo z izpostavljanjem vode pticam, žabam, drevesom in drugim živim bitjem ali celo z izpostavljanjem vode svetim zvokom glasbil, zdravilnim vibracijam, blagoslovom ali celo zdravi ljubeči vibraciji v gospodinjstvu. Ta zaključni korak pa ustvari proces, s katerim narava proizvaja vodo primerno za uživanje. Vse živali bodo seveda poiskale takšno vodo. Vse živali, ko jim je dovoljena svobodna izbira, se bodo izogibale strupeni, mrtvi industrijski vodi, ki jo uživa večina ljudi na svetu. Kombuča in kefir dosežeta nekakšno strukturo s postopkom fermentacije in šumenja, ki strukturira vodo okoli vsakega zračnega mehurčka. Želatinasta kostna juha nosi strukturo kolagena, ki pomaga ustvariti zdrav kolagen po vsem telesu, vse do najmanjših struktur v naših celicah.
Voda se sama oblikuje proti hidrofilnim površinam tega kolagena. Strukturirana je tudi voda, ki jo dobimo v sadju in zelenjavi, če je to sadje primerno tretirano. Dobro oksigenirano vodo za pitje in kopanje bi morala biti prva stvar, ki jo pacienti dobijo, ko vstopijo v bolnišnico. Namesto tega pa dobijo nakupe kemije, ki ima učinke, kakršne pač ima. To je od mene za danes vse. Upam, da je kdo kaj novega izvedel. Jaz sem kar nekaj od tega tudi novega izvedel, čeprav sem že dosti vedel, ker meni so te stvari zanimive, jaz živim že v bistvu cel življenje. Imel sem večne probleme, ko sem bil otrok, z zdravjem, z driskami, z bolenjem trebuha, želodca, ne vem, nima veze česa. Ko sem na svoje začel živeti z drugačno hrano, z drugimi mislimi, s tem, kar sem prvo misel povedal, koga v bližino spustiš, je zelo pomembno. Ko te stvari urediš, se ti življenje uredi, ne rabiš zdravnikov, ne rabiš nič, rabiš pol manj denarja za življenje, ker ga trošimo za bedarije. Danes sem prišel po 5-6 tednih prvič v Ljubljano. Ne vem, kaj bi rekel, zame je to tak šok, sem prišel iz Primorske, kjer samo delam, sadim, pobiram marmelade, kuham, vse živo, ne morem povedati. To je tak šok, da prijem jaz po dolgem času v Ljubljano, si mislim, pa sej, ne vem, jaz se bom obesil ali pa je res ta svet nor. Ok, da nam kaj preveč povedal, mogoče jutri še stavek. Hvala.